Lep pozdrav vsem! Danes se podajamo na eno tako posebno potovanje. Začeli bomo nekje, kjer smo verjetno vsi že bili, sredi gozda, ampak potem gremo globlje, res globoko. Vse do tistega nevidnega mehanizma, ki poganja pravzaprav vse življenje okoli nas. No, to je tisto ključno vprašanje, kaj ne? Gozd, travnik, jezero, to niso samo neke naključne zbirke rastlin in živali. Ne, to so neverjetno zapleteni, prepleteni sistemi, kjer ima vsak, ampak res vsak delček svojo vlogo. Danes bomo skupaj poskusili odkriti ta skrita pravila, po katerih vse to deluje. Tukaj je naš današnji načrt poti. Začnemo s širšo sliko ekosistema, potem se potopimo v mikroskopske podrobnosti in čisto na koncu pogledamo, kje smo v tej zgodbi mi. Pa začnimo. Torej, prvi del. Dobrodošli v ekosistemu. Kaj sploh je ta širša slika, o kateri govorimo? Ekosistem torej ni samo, veste, en kup živih bitij, kot so rastline in živali, sploh ne. Gre za celoten paket, se pravi, imamo živi del in pa neživi del. Tisto, na kar včasih malo pozabimo, zrak, voda, prst, pa seveda sončna svetloba. Brez tega življenja sploh ne bi bilo. Vse skupaj, živo in neživo, dela kot en velik uglašen sistem. In kar je pri tej sliki res super, je to, kako ponazarja ekosistem kot neko dinamično mrežo. Poglejmo, energija teče od proizvajalcev, recimo rastlin, preko potrošnikov in potem so tu še razkrojevalci, bakterije in glive, ki poskrbijo, da se snovi vrnejo nazaj v obtok. Nič ni pri miru, vse je v nenehnem gibanju. Poglejmo si zdaj to mrežo življenja malo bolj od blizu. V praksi. Potopimo se v gozd in spoznajmo ključne igralce v tej drami, ki bi lahko rekli, kdo poje koga. Prav vsako živo gitje v ekosistemu spada v eno od teh treh vlog. Proizvajalci so temelj vsega. Potrošniki potem to energijo prenašajo naprej po verigi. Razkrojevalci pa so ekipa za čiščenje, ki poskrbi, da nič ne gre v nič. Vsi so absolutno nepogrešljivi. In tukaj imamo en super preprost primer prehranjevalne verige. Energija se začne pri travi, ki jo poje kobilica. Kobilico potem poje pajek, pajka pa na koncu ptica. To je res neposreden prikaz, kako se energija pretaka od proizvajalca do več različnih nivojev potrošnikov. In zdaj pozor, tole je res neverjetno. Od vse energije, ki jo na začetku ustvari rastlina, se do tistega zadnjega mesojedca na koncu verige prenese samo približno 1%. Samo en. Kam gre vse ostalo? Večina se na vsaki stopnički preprosto izgubi, večinoma kot toplota. Fascinantno, kako neučinkovit je pravzaprav prenos energije. Dobro, zdaj pa gremo še globlje. Res globoko. Poglejmo, iz česa so vsi ti proizvajalci in potrošniki dejansko sestavljeni. Kaj jih v resnici loči? Odgovor se skriva v njihovi osnovni zgradbi, nečem, kar je vidno šele pod mikroskopom. Odgovor je seveda v celicah. Tale tabela je kot nekakšen skrivni načrt za vsako obliko življenja. Takoj lahko opazimo ključne razlike. Recimo v kloroplasti za fotosintezo imajo jih samo rastline. Trdna celična stena za oporo imajo rastline in glive, živali pa ne. Vsaka taka podrobnost določa, kaj organizem je in kaj zmore. V osnovi lahko čisto vse življenje razdelimo v ti dve veliki skupini. Na eni strani imamo prokarionte, kot so bakterije, oni so bolj enostavni. Na drugi strani pa eukarionte. Vse kompleksno življenje, ki ga vidimo, rastline, živali, glive, je zgrajeno iz teh kompleksnejših celic. Te imajo jedro in kup specializiranih delov, ki jim rečemo organeli. To so kot neke mini tovarne, vsaka svojo nalogo. V redu, zdaj ko vemo nekaj več o celicah, pa na hitro preverimo razumevanje z nekaj vprašanji. Pripravljeni? Kaj mislite? So glive celo ena posebna vrsta rastlin brez klorofila? Vzmimo si sekundo za razmislek. Napačno. In to je res ena pogosta zmota. Glive so čisto svoje kraljevstvo. Kot smo videli v tabeli, imajo drugačno celično zgradbo in zdaj najboljši del. Evolucijsko so v resnici bližje živalam kot rastlinam. Ja, prav ste slišali. Neverjetno, kaj ne? Pa še eno vprašanje, tokrat o samem sistemu razvrščanja. Je vse skupaj le neko priročno označevanje ali je zadaj kaj več? Točno tako. Biologi organizme razvrščajo v skupine na podlagi skupnega prednika. Celoten sistem deluje kot en ogromen zemljevid, ki prikazuje sorodstvene vezi med vsemi oblikami življenja. No, zdaj pa se počasi vračamo nazaj na površje. K širši sliki in poglejmo, kako se vse to vklaplja človeška dejavnost.
Levo vidimo naravni ekosistem, desno pa tistega, ki ga je preoblikoval človek. In čeprav sta oba ekosistema, je med njima ogromna razlika. Vrt ali pa pokošena trata imata pogosto precej manjšo biotsko pestrost in delujeta po čisto drugih pravilih kot nek divji potok ali gozd. To so ekosistemi, ki smo jih ustvarili z nekim namenom, za hrano, za okras, za sprostitev, so del našega sveta, ampak delujejo po pravilih, ki smo jih postavili mi, ne nujno narava. In s to mislijo bomo tudi zaključili. Ko enkrat razumemo to neverjetno prepletenost življenja, od najmanjše celice do celotnega gozda, se moramo vprašati, kakšna pa je naša vloga v tej veliki mreži? Smo samo potrošniki ali morda nekaj povsem drugega? To je vprašanje, o katerem je res vredno razmisliti.